Danes smo zelo veseli, da gostimo prvo srečanje v okviru evropskega projekta, ki se imenuje Naravno lokalno, v okviru katerega preučujemo, kakšne ukrepe na področju prilagajanja podnebnim spremembam narediti, da bi temeljili na naravi, da bi ob spoštovanju seveda narave in ljudi. Danes imamo tukaj partnerje, skoraj 30 ljudi iz 9 evropskih držav, Španije, Portugalske, Francije, Latvije, Nemčije, Švedske, seveda torej Slovenije, Črne gore, torej kjer skupaj razpravljamo o tem, kaj v kateri državi imamo, kako se v določenih državah lotevajo te problematike. Ideja projekta je, da izmenjamo izkušnje, da si pomagamo drug drugemu. Projekt bo trajal 3 leta, to pomeni, da bomo se 3 leta srečevali, se učili in reševali ter izvajali ukrepe. Predstavili ste jim tudi selnico, tudi ne bomo govorili samo o problemih, ampak tudi o izzivih, ne nazadnje v primerih dobre prakse, med drugim tudi o vrtcu in še o bodočem igrišču, gozdičku, vrtu zraven. Tako, kot veste, selnica je zavezana trajnostnemu razvoju in seveda naše rešitve problemov temeljijo na naravi, torej želimo jo spoštovati in seveda to pomeni tudi, da imamo torej naš vrtec, da načrtujemo tudi druge ukrepe in ker poznam to področje v Evropi, menim, da smo primer dobre prakse na evropskem nivoju in zato smo veseli, da lahko te svoje izkušnje delimo tudi s partnerji iz drugih držav. Seveda bomo pa zelo veseli, če bomo slišali tudi rešitve, ki jih imajo morda v Španiji ali v Franciji ali pa v Latviji, zaradi tega, ker vedno ta izmenjava izkušenj, ko imaš več časa, ko imaš več možnosti srečevanja, kjer lahko, tako kot sedaj smo tukaj 2 dni, izpostaviš izzive, pogledaš rešitve, ti drugi kolegi povejo, ta rešitev morda pri nas je že delovala ali ni. Menim, da je to tista priložnost pa možnost, kjer lahko odprto govorimo, ker se razumemo in potem seveda na tak način prihajajo ven rešitve, ki so lahko še boljše pa še bolj prilagojene našemu okolju.